Slovenija je že lani jeseni ostala brez možnosti, da bi konkurirala za drugo mesto v skupini 1 in dodatne kvalifikacije za 7. svetovno prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostila Kanada. Vseeno pa zadnja tekma s Slovakinjami ni bila zgolj boj za prestižno 5. mesto v skupini, ampak tudi za boljše izhodišče v naslednjih kvalifikacijah. To zmago smo potrebovali, če smo hoteli ostati v tej skupini, ker če bi izgubili, bi to pomenilo, da bi mogli se udeležiti enega kvalifikacijskega turnira. 8 nižje rangiranih reprezentanc bo namreč kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2017 začelo na tako imenovanem predkvalifikacijskem turnirju in morebiten neuspeh v tem rangu pomeni daljše obdobje brez uradnih tekem. Zmago proti Slovakinjam torej Slovenke ostajajo na želeni poziciji, ampak morda je bilo prav dejstvo, da je prestižna zmaga nujna krivo za zelo zadržan prvi polčas, v katerem so prevladovale gostje. Ja, res je, prvi polčas smo nekoliko prestrašeno začele, nismo se držali tistega, kar smo se dogovorili. Potem smo se v polčasu dogovorili nekako in v drugem polčasu takoj na začetku pritisne in zadele, kar nas je tudi pognalo še po več zadetkih. V prvem polčasu torej zgolj priložnosti in pa tik pred odmorom zadetek naše sogovornice, ki pa ga je turška sodnica Dilan Deniz Gökçek zaradi domnevnega prekrška nad vratarko razveljavila. Že v drugi minuti nadaljevanja pa trenutek, ki ga je kapetanka Zverova ocenila za prelomnega. Domiselna globinska žoga in izjemen strel Andreje Nikelza 1:0. Kljub vsemu pa z vodilnim zadetkom in tudi s pobudo, ki je bila v drugem delu na slovenski strani, zmaga še ni bila priborjena, saj se je zapletlo. Potem smo prijeli iz kontre zadetek, vendar na koncu smo še zbrali moči in zadele za 2:1 in zmaga šteje. To je torej trenutek iz 74. minute, ko je Lucija Andrušova izkoristila neodločnost v slovenski obrambi in zadela za 1:1. Nepotrebna napaka, ki sicer na koncu ni bila usodna, je pa pomenila, da morajo varovanke Damirja Roba vztrajati naprej. Odločilno akcijo je izpeljala prav kapetanka Zverova, ki je ob polčasu odšepala z igrišča, v 76. minuti pa uspela z imenitnim prodorom in zadela za 2:1. Zmaga, ki je bila torej več kot zgolj prestižna. Slovenija je po uspehu lani septembra, ko je bilo v Seneku pri Bratislavi 1:3, Slovaško premagala tudi v Dravogradu. Ekipa Slovaške je nekje 20 mest na FIFIni lestvici pred nami. Mi smo jih uspeli v teh dveh tekmah premagati. In tisto, kar sem posebej vesel, ker v zadnjih 3 tekmah smo imeli igro, imeli smo priložnosti, imeli smo vratnice, ni pa bilo zadetka. Danes so bila 2 oziroma plus še en, ker je bil razveljavljen, tako da čestitke puncam in res kapa dol. Razmerje moči v evropskem in svetovnem ženskem nogometu je že nekaj časa nespremenjeno in Slovenija bo zaenkrat težko konkurirala za uvrstitev na evropsko ali svetovno prvenstvo. To je pokazal tudi razplet naše kvalifikacijske skupine. V tej skupini je recimo Nemčija razred zase, ne? Pol sta Irska, Rusija, sta nekje na istem. Pol Slovaška, Slovenija, Hrvaška smo tudi nekje na istem, ne? Ampak lahko bi bile boljše. Zadnje 3 tekme smo odigrali dobro, vendar na koncu ni bila sreča na naši strani. V tej kvalifikacijski skupini, ko imaš ti pred sabo Nemčijo, svetovno prvakinjo, ko imaš Rusijo, ko imaš Irsko, torej Nemčija je razred zase za popolnoma vse reprezentance. Nemčija je 7-kratna evropska in 2-kratna svetovna prvakinja, ne pa tudi aktualna, saj je leta 2011 v Nemčiji zmagala Japonska. Slovenija se doslej še ni uspela prebiti iz kvalifikacij. Morda se ponuja priložnost za Evropsko prvenstvo leta 2017, ko bo na zaključnem turnirju namesto 12 sodelovalo 16 reprezentanc.